Pozdravljeni! Zgodbe iz Formule 1 so ponavadi zgodbe o zmagah, zgodbe o porazih, zgodbe o naslovih in tudi zgodbe o tragedijah, o smrti, o poškodbah. In danes je čas za eno izmed tistih zgodb, ko bomo pogledali, katere talente smo izgubili v Formuli 1. In ko se talent izgubi v tem nam ljubem športu, je zaradi tragične nesreče, kjer nekdo izgubi življenje, ali pa je tako poškodovan, da svojo kariero praktično ne more nadaljevati na takem nivoju. Izbral sem tistih 10, po mojem mnenju, najpomembnejših talentov, katere smo tragično izgubili, tako ali drugače. In prvi, seveda, Robert Kubica, nam znana zgodba. Ne moremo mimo dejstva, kako je zmagal leta 2008 na veliki nagradi Kanade, leto dni za tisto hudo nesrečo, kjer bi kmalu umrl. A usoda je krupta, vrnila se je leta 2011, ko je na nekem reliju praktično zletel s ceste in si tako poškodoval roko, da danes, ko je v sezoni 2019 zopet poskusil Formulo 1, smo videli, da to ni več to. Kljub talentu, ki ga je kazal pred leti, je danes v takem stanju, da tega ne more več tako izraziti. In drugi, ki nam pride na misel, brez dvoma Jules Bianchi. Že dejstvo, da je bil v sezoni 2014 z Marušo na veliki nagradi Monaka sposoben doseči 9. mesto, za moje videnje šteje kot zmaga. A ta njegova želja doseči zmeren dober rezultat, preseči tiste meje tehnike, ki jo imel na razpolago, ga je gnala tudi na veliki nagradi Japonske. Pod dežjem, pod režimom rumenih zastav, praktično je dal vse od sebe, da bi nadoknadil tiste sekunde, ki so ga ločile od onega spredaj. In v spletu okoliščin, katerega nihče izmed nas ni znal predvideti, je zletel s proge in priletel v tisti prekleti traktor, ki takrat na progi ni imel kaj iskati. Seveda, en talent, katerega smo izgubili, in nihče od nas pravzaprav ne ve, kaj bi bilo, če tistega dne bi se stvari zavrteli drugače. A talente se je izgubljalo v Formuli 1 skozi celotno zgodovino. Ne smemo pozabiti na Chrisa Bristowa. Mladeniča, kateri je odpeljal le 4 dirke za svetovno prvenstvo v Formuli 1, ni dosegel nobenih vidnih rezultatov, a vsi, ki so bili takrat v Formuli 1, predvsem z Velike Britanije, so ga izjemno cenili. Morda so rekli, da je bil malce preveč poguben. Umrl je leta 1960 na tragični veliki nagradi Belgije, kjer ni bil edini. In umrl je praktično po mnenju mnogih zaradi svoje napake. A kljub vsemu nihče mu ni odrekel talenta, tako da še danes McLaren Autosport BRDS Award se imenuje po njem, to se pravi tista nagrada za mlade, talentirane britanske voznike. In že, ker sem omenil nagrade, ne smemo mimo Lorenza Bandinija. Ikone italijanske Formule 1, tistega, ki je živ zgorel leta 1967 v Monaku, podlegel opeklinom komaj nekaj dni kasneje po dirki. Danes ena izmed najbolj prestižnih nagrad Formule 1 se imenuje Trofeo Lorenzo Bandini in podeljena je za izjemne dosežke v Formuli 1. Tudi to je veliko priznanje temu talentu, ki se je izgubil, ki ni dosegel vsega tistega, kar bi lahko. In peti, kateri je kazal izjemen talent in kateri je tragično umrl v Formuli 1, François Sever. Tisti Sever, ki ga je sam Jackie Stewart izbral za svojega naslednika, ga vzel pod svoje okrilje, nekako z njim ravnal kot z mlajšim bratom, mu pokazal vse ukane takratne Formule 1. In ko se je Jackie Stewart nekako odločil, da konec sezone 73 bo imel dovolj Formule 1 in da je nastopil čas Severja, je ta praktično na zadnji dirki tiste sezone na kvalifikacijah umrl. Umrl v nesreči, katera nekako je bila napovedana, kajti nekaj minut predtem sta se s Stewartom pogovarjala, kako je nevarna tista kombinacija ovingov. To je Stewarta tako prizadelo, da je zadnjo dirko izpustil, kljub vsemu je bil svetovni prvak. A tudi ne smemo mimo drugega pomembnega voznika Formule 1, na katerega marsikdaj danes pozabimo. Alessandra Naninija.
Tistega Naninija, ki je zmagal veliko nagrado Japonske leta 1989, tisto dirko, po kateri je znan tisti drugi trk med Prostom in Senno. A po veliki nagradi Španije leta 1990 je preživel hudo helikoptersko nesrečo, a v njej mu je odtrgalo dlan. Dlan so mu seveda prišili, a ni bil več isti. V motornih avtomobilih je imel še kar nekaj zanimivih rezultatov, a Formula 1 je s tisto nesrečo izgubila, po mojem mnenju, enega izmed potencialno največjih talentov. In praktično ta nesreča Naninija je naredila leto kasneje mesto, na katero je prišel Michael Schumacher, ne smemo pozabiti na to. V Štefanu Belofu sem naredil poseben prispevek. A tudi tu mora biti omenjen, kajti on je bil navdih generacijam že prej omenjenemu Schumacherju. Ne smemo pozabiti tiste velike nagrade Monaka 1984. Žal 85. na dirki v Spaju s prototipi nas je zapustil, tudi na zelo tragičen in krut način. In ko že govorimo o takih čudnih slučajih, čudnih nesrečah, kjer ne moremo mimo dejstva, da nekje neka usoda je zgodba o Tomu Pryceu. Najboljšemu valižanskemu vozniku Formule 1, kateri je večino svoje kariere preživel pri ekipi Shadow, praktično od leta 1974 do svoje smrti leta 1977. Tu se je zgodila neka stvar, katera se nam danes zdi praktično nepojmljiva. Njegov moštveni kolega Zorzi se je ustavil ob progi, a njegova črpalka za gorivo ni prenehala delati. In gorivo je šlo na motor ter bolid se je vnel. Ker se je bolid vnel ob progi, so morali varnostni delavci priskočiti na pomoč, a nažalost so bili na drugi strani proge, zato sta dva pogumno stekla čez progo. A v tistem trenutku sta priletela po progi Hans Stuck in Tom Pryce, katera sta se borila med seboj. Stuck je v zadnjem trenutku videl varnostna delavca pred seboj in se jim izognil. Pryce, ki je bil za njim, ni razumel nič. Polno je zadev varnostnega delavca, kateri je nosil v roki 18-kilogramsko jeklenko. Ta ga je zadela v glavo, ga ubila v trenutku in malce romantično je mrtvi Pryce nadaljeval svojo dirko naprej proti večnosti po tisti štartno-ciljni ravnini. In seveda, Pryce je v ekipo Shadow prišel kot nadomestilo za enega drugega izmed največjih izgubljenih talentov v Formuli 1, Petra Revsona. Ta je dosegel 2 zmagi v Formuli 1 in o tem je ena zanimiva anekdota. O njegovem talentu praktično priča tista dirka za 24 ur Sebringa, kjer je vozil za ekipo in za Stevom McQueenom, kateri je imel zlomljeno levo nogo. Vozila sta Porsche 908 s 3-litrskim motorjem in prišla sta druga za Ferrarijem 512 s 5-litrskim motorjem. Malo je manjkalo, da je praktično sam Pete Reveson zmagal tisto dirko z praktično 2 litroma manjšim motorjem in le to, da je Mauro Forghieri dal Marija Andretija v tisti bolid v zadnjem stintu, je pomagalo Ferrariju, da se niso osramotili. No, Pete Reveson je dosegel leta 1973 2 zmagi. Dosegel jih je z ekipo McLaren, z bolidom, katerega pokrovitelj je bil Jarkaj. Pete Reveson je bil sin bogate družine. Bil je dedič podjetja Revlon, tistega največjega konkurenta podjetju Yardley, katero je sponzoriralo njegov bolid. Umrl je prav tako kot Pryce na veliki nagradi Južne Afrike le leta 1974. In na koncu kot 10. Alessandro Zanardi. Na začetku svoje kariere je bil v ekipah, kjer se ni mogel dokazati in nimel ne vem kakih izkušenj. Minardi, Jordan, Lotus. Dosegel je tisto edino točko, katero je zapisana v statistiki Formule 1 za njegovim imenom. Nato je odšel v Združene države Amerike, pri ekipi Chipa Ganassija dosegel tista 2 fantastična naslova, 97. in 98. Nato 99. se je vrnil v Williams, kjer so bili pa tehnični pogoji taki, da se ni znašel. Ni dosegel nobene točke, vrgel je puško v koruzo, se vrnil nazaj v ameriške dirke z ekipo Monana
leta 2001 doživel tisto nesrečo, kjer je izgubil obe nogi. A prav tu se začne tista zgodba, ki dokazuje talent Aleksa Zanardija. Pobral se je, vrnil se je v dirke, avtomobilistične dirke s prirejenimi avtomobili, bolidi in dokazal z zmagami, da njegov talent je bil. Žal se v Formuli 1 ni pokazal. In to so bile tiste zgodbe, po mojem mnenju, najpomembnejših posameznikov, ki nam niso pustili dovolj v Formuli 1, katerih pogrešam njihove geste, da bi imeli možnost se dokazati v tem ljubem športu. A žal, kot smo videli, ko usoda poseže vmes, ne moremo nič. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.